Marjan, težka tekma je za vami, na koncu poraz. Kratka ocena, komentar današnjega obračuna derbija. Zaslužena zmaga Maribora, čestitam jim, bili so veliko boljši, vidna je bila razlika v kvaliteti. Moje fantje danes niso bili pravi, čeprav smo rekli, da igramo športno in fair, je enostavno agresivnost, borbenost bila veliko premajhna, kot da se bi nečesa bali, nismo bili pravi v duelih, vse skozi smo zamujali in pa naša zvezdna linija je danes odigrala katastrofalno, kaj druga ne morem reči, ne glede na kvaliteto Maribora in njihov dobro igro. Mariboru res želim vse najboljše v torek, da se vrsti v Ligo prvakov. Našim fantom pa je danes bil to velika lekcija, poduk, da bodo morali še veliko bolj trdo delati, saj smo skoraj 90% delov v tej tekmi izgubili. V 7. krogu je Celje doživelo prvi poraz. Verjamem, da bi nekaj podobnega podpisali pred začetkom letošnje sezone. Ja, ne, glede na tisto, kar smo doslej naredili, to je že za nami. Treba je gledati naprej. S takšno igro, kot je danes, žal ne bomo pridobili dodatnih gledalcev, to zaradi tega sem močno razočaran. Morali bi saj pokazati večjo srce, borbenost in pa željo. Nekateri mladi igralci enostavno danes so se zlomili pod svojim pritiskom, z naše strani ga ni bilo, ampak enostavno tako je. Upam, da bo v naslednjih krogih predstave boljše. Je pa danes v Celju znova bila dobra atmosfera, kar seveda priča o tem, da igrate dobro, da imate dobre rezultate. Se pa po drugi strani pozna tudi odsotnost Bezjaka v določenih situacijah. Nedvomno, Bezjak in Kolsi sta bila ena od nosilcev igre, ampak to ni noben izgovor. Maribor je danes praktično igral s tistim moštvom, bom rekel, ki ne nastopa stalno, pa je vseeno bil veliko boljši. Se pravi, tistih 11 na igrišču mora dati vse od sebe. Še enkrat poudarjam, mi smo ne zato, ko smo mlado moštvo, ampak kvaliteta je takšna, da bodo vzponi in padci. Jaz upam, da se bomo po tej tekmi čim prej pobrali. Prosil bi gledalce, da imajo tudi razumevanje, da razumejo, da nismo še na nivoju Maribora, Olimpije ali pa Kopra in da nas tudi v naslednji tekmi prije tako bučno in tako številčno spodbujati. Darko, najprej čestitke, dobili ste tale derbi in se še bolj utrdili na prvem mestu. Prosim vas za eno kratko oceno današnje tekme. Povsem zasluženo smo zmagali, za nami je ena dobra tekma, v kateri je nasprotnik želel biti ofenziven, visoko je želel napadati našo zadnjo linijo in tu smo enostavno z hitrim pasom uspevali biti zelo kombinatorni. Predvsem v drugem polčasu smo si priigrali tudi kopico lepih priložnosti, tako da zadovoljen sem s predstavo mojih fantov. Se pa pozna, da imate res veliko širino, danes sta igrala le Rajčević in Handanović od tiste tekme proti Dinamu in seveda to je dobro za vas, da takole zmagujete tudi z ostalimi igralci. Popolnoma jasno je, da je kader pri tako veliko tekmah, ki jih igramo, potreben. Ta kader je nujen in drugače ne bi šlo. Se pa fantje, kateri mogoče v nekem trenutku manj igrajo, zelo zavedajo, da je pomembno igrati dobro na prvenstvenih tekmah, da nam je to osnova, da nam je Evropa samo neka nagrada in pristop je pravi in si zaslužijo za to čestitke. Tako da dobro je, da imamo tako širok kader. Ko že govoriva o Evropi, v torek bržkone saj najpomembnejša tekma proti Dinamu, povratna, boste Zagrebčanom nekako pripravili pravi pekel in seveda verjamem, da upate na uspeh. Tako je, ljudski vrt bo poln. Imeli bomo zelo močno podporo s tribun. Jasno je, zavedati se moramo, da je pred nami težka naloga, da je nasprotnik kvaliteten. To pomeni ena tekma, katero smo odigrali zdaj, ne menja vloge favorita. So zelo kvalitetni, vendar smo na tekmi v Maksimiru videli, da se z njimi da, oziroma da smo lahko bili nevarni, da smo v nekem trenutku bili bistveno boljši nasprotnik in definitivno drži to, da moramo verjeti v to, da imamo možnost in tako bomo tudi od prve minute naprej nastopali.